Na vsak način bi morali tisti, ki so pripravljeni vlagati v šport, imeti neke vrste davčne olajšave, neke vrste stimulacijo, da bi vlagali v šport. In vsi smo največji patrioti, ko so nogometne tekme, ko so košarkarske, ko je planica, ko je kolesarstvo. A pravzaprav pomagamo športnikom bolj malo, vsi ta večji športniki so se razvili v tujini. To pomeni prvič bolj ugodno davčno okolje za tiste, ki vlagajo, in drugič stabilno davčno okolje. Jaz vsakeč, ko pridem iz Švice, so drugačni davki. Ker naenkrat vidim televizijo, pa rečem, Madonna, moram malo preveriti, kako, ne. Tako da eno stabilnost, po moje, rabimo, ne. Na eni strani, se pravi, čeprav razumem, davki boljše, da bi sponzorje bolj privlačili v šport, po drugi strani pa tudi, da bi igralce lažje, dražje tiste privabili v državo, ne. Tudi to smo slišali. Mislim, predvsem po mojem je naš interes, ker smo dobri, da zadržimo naše, ne. Jaz moram reči, da minister je tukaj ogromno naredil. Jaz sem pogosto kritičen ali pa preveč kritičen do politike, ampak tukaj pa ne morem čisto nič očitati. Jaz mislim, da se je zelo trudil, ampak potrebno je še malo več političnega konsenza verjetno v okviru vlade, da se pride do boljših rešitev. Ampak mi imamo primere v Evropski uniji, ki so mnogo bolj ugodni in mi smo enostavno nekonkurenčni. Saj to vi veste, ko spremljate šport. Bi lahko ponovili tisti primer iz Poljske pa iz Celja, tista dva zelo zanimiva. Ja, rekel mi je predsednik Celja, da 500 tisoč evrov neto plača nogometaša v Celju je preko milijon, stane preko milijon, na Poljskem pa 600 tisoč. In to je pač dejstvo, verjetno lahko veste, kam bo igralec šel, ne. Gospod Čeferin, jaz mogoče živim v oblakih, ne, ampak UEFA je organizacija, ki ogromno sredstev vloži nazaj v šport. Ne vemo, kako razporejate finance in koliko se je pod vašim vodstvom tudi v bistvu v ženskem nogometu naredilo. Zdaj, glede na to, da smo slišali, kako vas je treba izkoristiti še, ne, a obstaja kakšna možnost, da z vašim vplivom vendarle tudi druge, če se pogovarjamo o košarki, če se pogovarjamo o odbojkarski mednarodni zvezi, nekako pozovete, nekako spodbudite k temu, da bi šli po nekem UEFA-inem modelu, ki absolutno pije vodo? Ja, tudi o tem smo se s košarkarji že precej pogovarjali, ampak tukaj so ljudje, ki vodijo te inštitucije, ki jim je kar dobro, ne. In pravzaprav ni v kakšnem posebnem interesu, da bi kaj spremenili. Ko ste pa prej rekel, koliko mi vračamo v klubskem nogometu 93,5% nazaj klubom, vse skupaj UEFA pa vrača 97% vseh sredstev, pa imamo blizu 7 milijard letnega prometa nazaj v nogomet. Zdaj, jaz verjamem, da je nogomet nekaj posebenega in da v drugih športih ne bilo toliko denarja. Ampak da so pa take razlike ali pa da košarkarska reprezentanca Slovenije postane evropski prvak pa ne dobi niti enega evra, je pa za mene sramotno. Ampak pač težko jaz na to vplivam, ne. To temo bom še gospoda ministra vprašal, če lahko kaj naredi. Ne, za vas pa seveda moram izkoristiti priložnost pa vas vprašati, ali kakorkoli sodelujete, pomagate pri izbiri slovenskega selektorja. Ne, Rade je toliko pameten, da bo že sam se znal odločiti pa njegov izvršni odbor. Jaz se res v to ne mešam. Jaz sem sam navijač zdaj. Čeprav po Sloveniji so tako moderne teorije zarote, ne, da to se vse nekaj, ampak jaz res mislim, zdaj sem govoril z njim, pa si predstavljam, v katero smer bo šel, ampak tega seveda ne morem deliti z vami in to mora on narediti, ko bo čas. Slovenska stroka ali tuja? Po moje imamo dovolj slovenske stroke, da bi lahko imeli slovenskega selektorja. Dovolj kvalitetno. Hvala lepa.